Katera dela so opravili prostovoljci v vaši porodnišnici? V naši porodnišnici so v teh 5 letih opravili slikopleskarska dela, postopoma po nadstropjih porodnišnice z zaključnimi deli v pritličju, v garderobah, so popleskali dotrajane zidove in uredili določeno pohištvo ter poslikave na stenah z inovativnimi monumentalnimi slikami. Kaj to prostovoljno delo pomeni za porodnišnico? No, prostovoljno delo na simbolni ravni pomeni veliko. Pomeni, da v okolju, kjer živimo, niso samo ljudje, ki skrbijo za svoje osnovne potrebe in interese, ampak razumevajo, kaj pomeni skupnega dobra, dobrega za skupnost, za prihodnost, za mlajše rodove. Taki pristopi prostovoljnega dela dajo tudi vzgled drugim, da bi se ta način komunikacije v družbi krepil in prevladal tiste negativne vrednote, ki se pojavljajo v naši sredini v zadnjem času. Slišal sem, da so pri pleskanju uporabljali posebne barve nalašč namenjene za medicinske objekte. No, seveda, tehnologija pleskanja gre naprej. Sodobna kemija omogoča, da vsebujejo barvila tudi antibakterijske sestavine, ki onemogočajo prilepljenje bakterij na površino, tako kot bi lahko rekli antibiotična ali pa določena antiseptična terapija, ki omrtvi bakterije, da ne ostanejo na sluznici. Tudi te sestavine delujejo odbojno in je s tem zagotovljena večja varnost. In če govorimo o ranljivi skupini, kot je nosečnica ali pa porodnica, je to toliko pomembneje, ker v takem primeru nimamo samo enega, nimamo samo žensko, ampak imamo tudi mati in otroka. Se pravi, skrbimo za 2 življenji. Ko sem se ogledoval te prostore, ki so na novo prebarvani in osveženi, sem opazil, da so zelo različnih barv, da je to zelo premišljeno prebarveno. Seveda, kombinacija barv je zelo pomembna, zlasti v nekaterih sredinah sveta, v vzhodnoazijskih kulturah je velik pomen na mehkobi in na kombinaciji barv, ki vzbujajo različne občutke v človeku. Vemo namreč, da barva je v bistvu subjektivno doživetje posameznika in s tem vzbuja neke določene notranje občutka, ki vplivajo tudi potem na emocije in na razpoloženje. Zato so te barve izbrane svetle, mehke, ki ženskam dajejo občutek lagodja, varnosti in sproščenosti predvsem. To pomeni, da je bila ta oblika pleskanja oziroma barva na prostoru zelo dobro sprejeta tako pri medicinskem osebju kot porodnicam in pa dojenčkom. No, seveda, mi zaposleni v tej ustanovi smo z velikim veseljem sprejeli te pleskarje, ki niso samo navadni pleskari, ampak so pleskari z dušo in z pametjo. Namreč oni vedo, da barvajo porodnišnico kot hram rojstva in življenja, da morajo te barve biti poosebljene z nekim notranjim čutom humanizma in človečnosti. Barve same kot take lahko človeka tudi vznemirjajo. Zato je pomembno, da tisti, ki izbira barve, razume naše področje, razume, zakaj se gre in kakšnih stiskah so lahko tudi nosečnice, kadar se nosečnost ne odvija tako, kot si želimo, potem iščemo vedno nekega zunanjega sovražnika in če je to okolje prirejeno duši, ne samo telesu, potem taka oseba lažje preživi tisto stisko. No, pri vsem tem ni šlo samo za barvanje, šlo je tudi za poslikavo. Eno izmed poslikav imamo tukaj odzadaj, ne? In to krasi porodnišnico in vzbuja prijetno občutje, ko pogledamo take, v bistvu so narejene to po principu fresk.
No, to je pa ena posebnost teh mojstrov, veteranov, ki jih vodi gospod Dušan Presednik, poslikave. To so motivi dojenčkov, novorojenčkov, ki izžarevajo neko toplino in vzbujajo eno, bi rekel, spoštovanje do same ustanove. Tega do zdaj nismo bili vajeni, to je ena novost, ki jo ta slikopleskarska skupina uvaja v našem prostoru in mi smo se tega zelo razveselili. Smo bili pravzaprav prvi, ki smo sprejeli ta način poslikav. Gre pa za inovativno, monumentalno delo. Dve poslikavi nista enaki. To je pravzaprav neke vrste umetniško delo, ki se ga ne da duplicirati. Je tako, kot je. Zato ocenjujemo, da ima toliko večjo vrednost.